pravosodna ministrica bo, kot kaže, Andreja Katič. Premier Robert Golob je po pogovorih z njo in s predstavniki SD-ja predlog o ministrskem imenovanju že posredoval v Državni zbor. Ob tem je Golob pojasnil, da se je za Andrejo Katič odločil zaradi njenih preteklih izkušenj. Katičeva je namreč funkcijo ministrice za pravosodje opravljala že v času vlade Marjana Šarca, bila pa je tudi v ožjem izboru SD-ja za vodenje pravosodnega resorja ob oblikovanju Golobove vlade, a jo je tedaj v tekmi prehitela Dominika Švarc Pipan, ki zdaj vsaj začasno odhaja iz politike. Več Nataša Mulec. Andrejo Katič, ki se bo na čelo Ministrstva za pravosodje zavihtela s položaja sekretarke na Ministrstvu za kohezijo, se je kot možno ministrsko kandidatko omenjalo ves čas, a zadržano, ker je bilo znano, da njeni kandidaturi niti ob oblikovanju aktualne vlade, niti zdaj premier Robert Golob ni bil naklonjen. Danes je po pogovorih s predstavniki SD-ja, ki so na usklajevanja prinesli več možnih imen, med njimi tudi ime poslanke Meire Hot, premier Golob Katičevi le prižgal zeleno luč, da se pridruži vladni ekipi. Kot je ob tem pojasnil, so ga prepričale njene izkušnje. Sicer pa Andrejo Katič čaka zahtevno delo, vzpostavitev reda na ministrstvu, nad katerim je senca afere nakup sodnih prostorov, in predstavitev odgovora na vprašanje, kako in kdaj namerava uresničiti ustavno odločbo o sodniških plačah in s tem končati protest sodnikov in stavko tožilcev. To so hkrati vprašanja, ki jih bo Andreja Katič zagotovo dobila na poti do ministrskega imenovanja, najprej na predstavitvi pred pristojnim parlamentarnim odborom. Ta mora biti izvedena najmanj v 3 in največ v 7 dneh po vložitvi predloga za imenovanje na ministrski položaj. To pomeni, da se utegne Katičeva pred pristojnim odborom predstaviti še ta teden, tako bo že prihodnji teden, ko jo bojo potrdili še poslanke in poslanci, lahko prevzela vodenje pravosodnega resorja. In kaj pravijo v sodstvu? Prednost Andreje Katič vidijo v tem, da že pozna pravosodni resor in vseh težav sodstva ne bo treba predstavljati na novo. V sodniškem in tožilskem društvu pa od nove pravosodne ministrice pričakujejo spoštovanje in uresničevanje sodnih odločb. Premier Robert Golob za kandidatko za novo pravosodno ministrico predlaga državno sekretarko iz vrst SD-ja Andrejo Katič. Med ukrepi za ublažitev posledic umika soglasij